GT kot Grand Tour ali pa GT kot, GT. V tokratnem primeru velja oboje. To je Grand Tour GT. Z drugimi besedami to pomeni karavan z GT zmogljivostmi. GT kot Grand Tour v tokratnem konkretnem primeru pomeni Megana, ki svojega športnega videza praktično ne žrtvuje, a ponuja bistveno večji in sploh v celem bolj praktičen prtljažnik. Ta ni rekordno velik v svojem razredu, a menimo, da je 588 litrov več kot dovolj močna utež, da je Grand Tour v vsakdanjem življenju zanimivejši od kombi limuzine z enakim imenom. Še nekaj več svinca na svoji strani tehtnice pa dobi Megane Grand Tour že s tem, da je zadaj udobneje in da pogled nazaj ni tako omejen kot pri limuzini. Večja okna vsekakor pozitivno učinkujejo. Koliko pa je GT primeren za Grand Tour? Prestiža mu ne manjka, to je res. A z vidika vožnje? Tole je šele tisto pravo. Vožnja tega Megana pokaže najbolj močno obsijanega. GT za GT vozne lastnosti. 150 kW močan turbobencinski motor je zelo odziven, več kot silovito pospešuje, samodejni menjalnik je špica, pika na i pa sta skoraj rejlijevsko podaljšani obvolanski ročici. Varčnost je seveda odvisna od teže desne noge. Seveda smo dosegli porabo tudi pod 7 litri, a je jasno, tipka RS Drive tako mikavno vabi. Seveda zanjo rabimo pravo cesto. Bolj je zavita, bolj nam bo GT všeč. Ponuja namreč 4-kolesno krmiljenje, kar pomeni, da se v zavoju obrača tudi zadnji par koles. Občutki pri ovinkarjenju so vrhunski. Je že res, da lahko pride prav tudi v mestih, a kje je njegov dom, je jasno po prvem hitro odpeljanem zavoju. Najlepše pri vsem skupaj pa je, da to ni Megane RS, ni surovež, ostaja vsakdanje uporaben družinski avto, ki pa v sebi skriva še en jaz.